Kmetija pri cesarju iz Češnic v Moravčah, ki jo vodita Igor in Sonja Bizilj, je pred dobrima 2 letoma postala turistična. Tako sta se odločila zakonca Bizilj in odločno stopila novim izzivom naproti. V zelo kratkem času je postala prepoznavna daleč naokoli, predvsem zaradi ponudbe odličnih mesnih proizvodov. Med njimi prednjači domača pašteta, kateri sta posvetila veliko pozornosti in dodelala recept do vrhunskosti. Z dopolnilno dejavnostjo smo začeli na kmetiji 2016. Redimo prašiče doma, goved in manjša goved. Vse to zaredimo do določene teže, potem damo v klavnico in doma predelamo v izdelke. Sama ideja se je začela s tem, vsaka leta so bila doma določena kolarija, koline za strice, za tete, za domače. In meni je prišla ideja, ko smo tako dobre izdelke zmeraj naredili, da bi začeli tudi tržiti za druge. Sami začetki so bili na tržnici, potem smo se doma pogovarjali, da bi tudi lahko doma pogostili ljudi in smo razmišljali, da bi imeli kmečki turizem, da vse te izdelke lahko tudi doma gostom ponudimo. Začetki so bili za mene kar težki. Zaradi tega, ker jaz nisem prav te stroke mesarske. Prvi artikli so bili že od nekdaj salame, klobase, hrenovke. Potem je prišla ideja mi z ženo, sva se pogovarjala, da bi naredila domačo pašteto. In smo začeli delati domačo pašteto, svinjskega mesa, svinjskih jeter in svinjske slanine. In to je bila prva pašteta, samo navadna pašteta. In potem sva se pogovarjala, kako bi lahko še kakšen okus drugačen bil. In prvi okus je bil čili, pikantna pašteta. Potem sva spet razmišljala naprej in je prišla ideja, da bi imela še pašteto z bučnim oljem pa bučnim semenom. In potem, ker ideje pridejo tako, da sva naredila 6 okusov paštet. V bistvu težav sploh ni bilo. Zavedati se moramo, da moramo pridobiti vsa ta dovoljenja in vsa papirja. Začeli smo s prvim papirjem dopolnilno dejavnost na kmetiji, potem s prostorom za predelavo, ki pač zahtevajo vsa ta papirja, ki pač zadostuješ, da normalno obratuješ v prostoru, ki pač delamo te izdelke in predelujemo. Drugače pa ni nobenih takšnih težav. So koraki naprej, ki nas tudi zanimajo še marsikakšne druge stvari, so pa težave recimo za kakšna pridobivanja gradbenega dovoljenja in vseh teh stvari. Ja, eno je narediti izdelek, drugo je ga ponuditi potrošniku na trgu. Je to kar tak velik zalogaj, kako do potrošnika. Začeli smo, kot sem že prej v začetku rekel, s tržnico in potem, ko ljudje probajo vse te izdelke in se ljudje pogovarjajo, je tudi ena reklama od ust do ust. Potem sodelujemo na določenih sejmih, tam te tudi ljudje spoznajo. Največja reklama je to od ust do ust. Zdaj so časi takšni, da ljudje, potrošniki, kar povprašujejo in iščejo domače. Je pa povprašanje sploh potem po naših paštetah,
ker naše paštete so brez konzervansov, brez laktoze, brez glutena. In v današnjem času ljudje to iščejo, ker so alergični na te stvari. Tako da, in naša pašteta ima kratki rok. Je 3 mesece rok trajanja in po odprtju 1 teden. Ja, današnje stanje na trgu je kar problem, ker te domači izdelki so bistveno malenkost dražji kot pri teh trgovcih. In zato, ker tle se štarta od samega začetka vzreje in do klavnice in predelave in so stroški, da vse to lahko pokriješ. Bistveno večji kot naprimer za kakšne vele mesnine, klavnice, predelavalnice. Tako da in ljudje bi jedli in probali in vse to domače stvari, ampak marsikakšna stranka reče, je predrago. Je dober, ampak je predrago. V trgovini je bistveno cenej. Mi se to zavedamo in tle je pač domače. Načrti so takšni v prihodnje, da bi obdržali vse te izdelke, še bolj promovirali, da bi ljudje še bolj spoznali naše izdelke. Namen imamo tudi s piknik prostorom in da bi strankam ponudili domače žar izdelke, da bi se stranke tudi lahko same spekle. To je predvsem za letni čas. Namen imamo toplar in spanje na seniku. V zimskem cajtu bi pa mi naredili par hišk za sprostitev in za zabavo. Obenem bi bila tudi kakšna savna in da bi se ljudje potem vračali na domačijo, kaj dobrega pojedli, popili in se imeli na naši kmetiji sproščeno in v dobrem vzdušju. V bistvu je tako, no, jaz skrbim večino za promocije, za zalogo trgovin, teh malih butičnih, ki jih imamo. Potem skrbela sem na začetku za ta logotip, ki se je delal, pa za vse tele dobave. Za dostave trgovin, za računovodstvo, pač papirje, urejanje prostora, pač predelavi pomoč in tako naprej. Nudimo vse mesne izdelke in sicer zdajle lahko tlele vidimo kranjske klobase, telečje hrenovke, potem imamo tlačenko, suho salamo, suhe klobase, zaseko s čebulo pa ocvirke. Potem imamo pa frišne krvavice, ki se bo začela zdajle sezona. Mi smo kar pohiteli in pa paštete različnih okusov. Ljudje najbolj povprašujejo v zimskem času po krvavicah, pečenicah, kranjskih klobasah, se pravi zimski robi dejansko, zimskih izdelkih. V drugih časih pa dejansko vse ostalo, no. Od paštet, hrenovk, salam, tako da malo je razdeljen, no. Ja, lahko rečem, da smo najbolj ponosni na to, da mi smo domače, delamo, predelujemo iz tistega, kar predelamo. Se pravi, domače meso, surovina domače in pa brez konzervansov, brez dodatkov, brez ostalih stvari. Razvoj vidim tako, da slediva svojim začrtanim ciljem, ki sva si jih zastavila. In mislim, da kot družina, če bomo skupaj prijeli, da bo šlo.